dan! Evo, midva sva v Kranjski Gori in vidva prvi letošnji snegec. Ful je dober, čisto pravlično. Vam bom pol pokazala, tam imaš eno tako alpsko vasico, kakor vsak let sam, pač, ne vem, mogoče se jaz letos toliko veselim, ampak se mi toliko zdi vse lepo, te lučke, sneg, ta pravo že božično vzdušje. Pa pazi moje skibucke, čist hude. Tako da zdaj greva narediti kakšno slikco, malo se sprehoditi, malo se naužiti svežega zraka, pa verjetno kaj jesti. Nahajava se v Lačnem kekcu, Rada je ful zadovoljen, ker imajo res hudo izbiro. Sarme s krompirjem, teletina izpod peke, oziroma po vaše se reče izpod sača, ja. Ful dobro izbira, tako da Rada je dobro najdu. Pa da ne govorimo o sladicah, prav paše mi. En hišni štrudel z vaniljevo kremo, oh my god, top. Drugač pa ambient je top, taka lesena kočica, čist idilično. Dobra juha. To je najboljša juha, kar sem jo zdaj jedla, pač ena boljših. Gobova, bolanija. Bolana. To je pa zate pojedina. Tole je pa... Pa si zadovoljen. Perverzija. Odprta sezona kuhančko, praviš. Čeprav so že zadnjič. Zate pa kavica. A si dobil s riževim? Ja. A res? Ne moram verjeti, hvala. Čin. Oh my god, ne moram verjeti. A lahko še bolj popolno. Kavica, ogenj, lučke, paralka, čin. Pa še Kranjska Gora pa noč. Evo, lučke so prižgane, ful je lepo, dejansko Rada ena taka čarobna božična vasica. Hej, evo, outfit of the day, oliven suknič, obožujem te zlate gumbe, črna majčka, črne hlače, pas, pa olivne škorenčke imam. Prišla sem v center, da naredim eno fotko, ampak sem ugotovila, kljub temu, da sem oblečena v neki novga, da ni najboljše na sliki. Ful lep kadar, ampak sem oblečena, tako da zdaj preveč zlijem sliko. Tako da sem zdaj tukaj v H&M-u, iščem neko rdečo stvar, rdeč polover ali obco, da bo slika lepša. Evo, a je boljša, Rada? Much better. Ja, se ful lepa jubca. Taka božična, topla. Ok, to zrihtan, gremo proti mestni hiši. Hvala. Rekvizite imamo vse, zdaj greva pa nazaj na lokacijo snemanja. Drugač pa zdaj nisem snemala, mislila sem prav od 1. decembra začeti in vsak dan vsaj malo snemati, pa pol združiti v več vlogov, ampak sem zbolela. Ker tako, hudo je bilo, no, vročine sem imela 39,5, oči sem obležala, noč nisem mogla in je trajalo zdaj par dni, da se pozdravim, ampak zdaj sem boljš, tako da, evo, takoj nazaj spet vlogam. Pazi me, oblečena k polarni medved. Obožujem sneg, rada imam sneg decembra pa januarja, ampak mraza pa ne prenašam, tako da imam res eno tako toplo bundo. Anyway, veste kaj je sreča? Opran avto. Včeraj sva ga z Radetom pelala v čistilnico oziroma avtopralnico, koliko je čist. Dobra energija. Zdaj le gre v frizerju, oh my god, koliko se veselim, nisem bila že 3 mesece, tako da gre malo ubiti tale rumen ton, osvežiti bolj tega belkastega, meni je ta barva top. Še prej grem pa po zajtrk, nisem še nič jedla in sem lačna in modi se mi, tako da šibam v trgovino, pa v frizerju. In sem že doma, nekaj me srbi. A veste, kaj vam nisem pokazala? Tegale,
Moja nova pridobitev, lesen zemljevid. Sem dolgo časa iskala, kaj bi dala na steno, da malo popestriva, da nisem čist bela. Pa sem pa naletela na ta lesen zemljevid in mi je všeč, ker piše tako imena držav, pa hkrati dobiš še neke take rdeče bucike in pa ko greš v novo državo, ko priješ domov, nalepaš in tako pol počas dobiš take spomine na steni. Anyway, hodila sem vam pokazati, če moja nova frizurca, takole je spadla. Ful mi je všeč zato, ker sem se znebila tega rumenega tona, osvežila, pa spet je nazaj ta belka slesk, pa še zlikani lasi pri frizerju so live, tako da. Jutri vam pa nohte, evo, imam en tak lepotni teden, ne vem še kaj bi si dala rdeče, ali bi si dala kakšne take neutralne, moram do jutri razmisliti, kaj bo. Sicer nisem neki ful za neke živahne barve pa vzorce, tako da, a bom šla na klasiko, ali bom kaj bolj drzna. Nohtki so pripravljeni za bleščice. Zdaj imam pa jaz nalogo, da najdem ta prave, oh my god, koliko jih je. Da vam pokažem, koliko sem pridna. Ura je 1:30 zjutraj, danes je že četrtek in jaz sem ravno kar dala eksportati nov video. Gre pa se za božična darilca, to ste zdaj že videli in je že na kanalu. Zdaj si grem dol pa make-up. Stuširati, pa spat. Njam, njam, njam. Ko so pa dobri. Malca, sonček, koliko pa še. Glih včeraj sem prebrala, da je bilo v prejšnjem mesecu 30 ur sonca in res, ko posvetej, kjera druga energija. Ujamem. Na meji sva, Hrvaška meja, ni veliko ljudi. Sva pa na poti v Zagreb, greva v bistvu na en tak vikend izlet in glede na to, da je ura že 3, sva rekla, zakaj ne bi kar prespala, tako da nimava še noč rezerviran, bova tam našla kakšen hotelček, pa ostala v bistvu za čez vikend, tako da se ful veselim, bova našla nekaj čist ne po planu in spontano, tako da mislim, da bo fajn, pa Zagreb je decembra ful lepo okrašen. Lezem iz avta, ker je ful malo prostora. Evo, prispela v Zagreb glih do sončnega zahoda, tamle dolje. Zdaj sva pa tukaj parkirala, niti nisem ziher, a smeva ali ne, ampak greva peš do hotela, vprašati, če je še soba fraj. Enega sva našla čist v strogem centru, ampak nisva rezervirala, tako da greva kar old school na recepcijo, pa držite pesti, da ima še kakšno sobo fraj. Vsak lokalček ima neke detajle, neke lučke in je dejansko ful lepo pa čarobno, pa prav vice, da je tako malo večje mesto, se mi zdi, da je ful živahno. Zgodilo se je točno to, kar sem se najbolj bala, hotel je čist zaseden, niti ene sobe več ni fraj, tako da nič ne bo in moramo najdeti nov hotel. Škoda, pa ful sem se veselila biti prav v temu, ker je v strogem centru Zagreba. Zdajle iščeva že alternative, ja. Rale najprej v enega poklicu, pa tudi ni bil, pa v drugega je pa bil, tako da hodva zdaj nazaj do avta, se razpakirava, pa greva pa jaz, ker za umret lačna. Aj tale? Ja. Kakšni lepi venčki. Ok, ta mora biti ful lep. 5 zvezdic, top. Wow, kakšni lepi hodniki. Kuca soba? 308. Aha, evo jo. Grite z nama prvi room tour. Ogledalo. Hej. Televizija. Kavica, čajček. Ej, krkovo mat ima v Ili. Top. Omara. Da vidim še razgled. Žal so bili z balkonom vsi zasedeni. Ampak je pogled na mesto, dober. Super bo. Večji izgleda pa kaj ena omara. Še luč razgledam. Hello. Kako fora. Ja, kao omara izgleda. Lepa. Meni vedno, ne vem za vas, ampak meni vedno ful pomeni, da je lepa kopalnica. Pa smo spet tukaj.
Hotelske zajtrke imamo pa radi. Ko si prvoščeš takole za dobro jutro, porcijo sladkega jajčka, sirček, rade pa malo bolj zlata varianta, pa obožujem, ko ima hotel naravni pomarančni sok, pa smutije. Top. V glavnem pod črto, Zagreb je ful lep, letos me je še posebej navdušil, ali so si pa mogoče letos za njega vzela malo več časa, kakor pretekla leta, ker sva pač le tukaj spala. Ja, v bistvu. Ne, sva že spala, ker si ti imel operacijo oči. Ampak ni bilo pač po zimi oziroma tale božični čas. V glavnem ful je lep Zagreb, pejte ga pogledat, pa še ful je blizu. Se mi zdi tukaj enih lepih kotičkov, kuhano vino imajo fritule oziroma miške po naše. Tako da ful dober izkoriščen vikend. Zdajle greva pa kupiti eno darilo, greva na eno praznovanje. Tako da raba eno igračko za otročka, pa še kakšno vino za odrasle, tako da, stopnice, tako da šibava umilana. Back to Ljubljana, kakšen lep sonček imamo. Jaz imam občutek, da se bo pomlad začela, ne pa božič. Ne vem, a bo kaj od tega, da bo leto za božič snežil, bomo videli, mogoče bo pa kakšen božični čudež. V glavnem, zdajle šibam na en dogodek, tako na hiter v eno trgovinco, pogrem pa v Milarja kupiti Raleto darilo za božič. Namreč v Zagrebu, ko sva bila, sem videla, da mu je bil en parfum ful všeč. Strpni vozniki. In sem rekla, ok, to je to, pač on obožuje parfume, res ima nos za to in vem, da bo tega ful vesel. Pa še nekaj moram kupiti nečakov, ker sem zadnjič naredila eno tragedijo. Pač slučajno sem nekaj nakupovala in sem kupila svojima nečakinjama pač darilo, nekaj za obleč, poslala po pošti, nečaku pa ne. In Vala je bil čisto žaljen, zakaj njemu ne, pa sem umislila, ampak sem rekla, ajde, ko bo prilika. No in on je pač revež vsak dan čakal ta paket, sestra mi ni takoj povedala, da čist čaka in zdaj moram to popraviti, ker je glih na smučanju, pa da ko se vrne, da ga darilce že čaka po pošti. Tako da plan je dogodek, iti za Raleto darilo iskat, za nečaka darilo iskat, pa iti še na pošto, oddati vse vaše rokovnike, naročene za vikend. Sem šla ven, kupila pa not. Dobila sem darilce. Edino v Zagrebu so zavijali darila, tukaj pri nas pa ne. Ne vem kako to, ampak imam v spominu, da so tudi lani pri nas zavijali. Ne vem, v glavnem dobila parfumček, vzela sem kar tega, ta velikega 100 ml, pa ful lepo diši, res tudi meni všeč von, tako da, evo, klukca. Zdaj pa grem kar na dogodek, ker je čisto zraven ta trgovina, kjer se odvija, tako da ubijam 2 muhi na en mah. Situacija v mojem avtu, en paket, drug paket, tretji paket oziroma vrečka, 4., 5., 6. Darila. Dajmo pogledati, kaj sem dobila. Nekaj rdečka, zavidga. Savica! Pliško, koliko časa pa to nisem dobila. Ko si bil majhen, je bil pliško eno ful lepo darilo. Potem, ko rataš odrasel, si jih pa pač ne podarjamo več tok, kar je mogoče logično, ampak jaz sem ga prav vesela, evo, prav luštno darilo. Pa je pa tukaj še en paketek, da vidimo, kaj se skriva v njem. En božični paket. Kako lepo. Polno bombonjeric, čokoladk, ena zate. Poznam ta vonj. Bom po božiču. Zdaj, Afrodita me je prosila, da naredim en test in ta test vključuje, da vključimo svoje drage. Rale zdaj tukaj že sedi, pa dajmo probati. A bo ugotovil, ker če bo, je to. Afrodita je razvila pač eno novo linijo in jih zanima, če pač ugotoviš, kateri voni so oziroma katero sadje v tej liniji. Tako mi je znam vonj, da vem še enkrat. Znam. Na kaj te spominja? Na parfume, ampak ne vem, kjer sadaš. Veš, na kaj te pa spominja? Prav ne vem, ker ne vem parfum mešanico vsega. Nikakor ne moram sadja ugotoviti, mislim, ne moram ugotoviti vonja. Ker podoben mi je malo temu, kak sem ga zdaj imel na sebi. Je podoben temu.
Kaj je to? Poglej. Cega! Kako sem te raztegnila. Kakšna prodita. Ampak vedel sem, da je parfum, ne? Ja, tako nisem dojel. Kako mi je bil znan, stari. No, tega si je želel včeraj v Zagrebu, mu je bil ful všeč. Pa še čakaj,